Glede vključevanja žensk v politiko imam glede tega in delim podobno mnenje in izkušnje kot kolegice, bi pa mogoče na neki svoji izkušnji povedala, kako sem se sama vključila v politiko nekoliko pozno, šele takrat, ko je imel sin 15 let. Zakaj šele takrat? Najbrž je temu potrebovala tudi neka tradicionalna vzgoja, da smo ženske pravzaprav poleg službe tiste, ki doma postojimo za večino opravil ali pa da držimo 3 vogale doma, kot rečemo v Sloveniji ali pa še kje drugje. Zagotovo pa se ne bi mi uspelo vključiti v politiko, koliko ne bi imela podpore družine, tako moža kot tudi sina. Politika terja celega človeka in koliko doma ni posluha, ni podpore za naše delo, ki pogostokrat oziroma vsaj v Evropskem parlamentu, ko so plenarna zasedanja, trajajo pravzaprav od 9 zjutraj do polnoči, 1 ure po noči ali pa še dalj. Torej, želim povedati, da smo odsotne od doma, predvsem ne, ki smo vključene v Evropskem parlamentu, kajti doma, ko si poslanka ali pa ministrica, vseeno, zvečer se znajde doma, me pa se vračam domov šele konec tedna. In koliko nimaš kot ženska te podpore z domačega okolja, je to delo še težje opravljati. Opažam pa, kar me razveseljuje, tudi ko sem bila poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije, kot tudi sedaj v Evropskem parlamentu, da nas moški kolegi cenijo, seveda takrat, ko si to zaslužimo. Res je, da se moramo veliko bolj angažirati, da nas opazijo. Vendar ta pohvala našemu delu tudi z njihove strani ne izostaja. Vesela sem, da smo vključene na ravni Evropskega parlamenta tudi na predsedniška mesta odborov, delegacij. Kar nekaj komisark je tudi žensk, seveda tudi zato, ker se zasleduje te enake možnosti oziroma kvote med spoloma, vendar kljub vsemu je premalo žensk, ki se odločamo ali pa odločate za aktivno politiko. Tukaj nam manjka še veliko poguma, mogoče tudi te tradicionalne vzgoje, kulture, iz katere prihajamo, seveda to je nekoliko po državah članicah, kljub vsemu različno, da ne govorimo o tem tretjem svetu, kjer ženska še vedno ni vredna nič, tako rekoč, da imamo vedno več teh možnosti, da postanemo tudi ženske z družino aktivni del politike. In ta naš vzgled, to naše delovanje pušča tudi sledove v mlajših generacijah in jaz upam, da ko se bomo enkrat v bodočnosti ozrli nazaj, da ne bomo tukaj našli toliko žensk samo, ko bo organiziran mednarodni ženski kongres, ampak da jih bo več kot moških tudi sicer in takrat, ko ne bo več v zakonodaji spolnih kvot. Hvala lepa.